Fleksa po 50. Investicijsko zavarovanje Fleks za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Fleks za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dobro večer, drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v tokratni oddaji Minute za kulturo. Naš nocojšnji gost je Metod Češek, mladi pesnik, prevajalec, publicist. Takole, te tri so tiste glavne niti, ki jih obvladaš. Seveda si še marsikaj drugega, ampak mi dva bova danes predstavila pretežno ta tri področja. Se pravi, pesnik, če se najprej posvetiva temu področju, od kdaj recimo ti že sploh pišeš pesmi? To je tako klasično vprašanje, ampak glede na to, da si še mlad, ampak s pesništvom se že kar nekaj časa ukvarjaš. Dober večer. Res je, ja, nekaj 10 let recimo od moje prve objave zdaj minil. Potem pa pravzaprav vsako leto po različnih revijah slovenskih, tako da mislim, da so skupaj zdaj nekih 150 pesmi objavljenih, tako da je bil že čas tudi recimo za knjigo, seveda, ne. No, pa če recimo primerjaš tiste svoje začetke pesniške, verjetno je bilo treba kar dosti delati, se izobraževati, da je prišlo do nekega napredka. Kako recimo si začel? Si začel res kot laik in potem nadaljeval? Ja, absolutno. Najprej seveda misliš, da znaš pisati, ne, pa z leti ugotoviš, da ne znaš, ne, ker bistvena stvar pri pisanju je seveda čitanje, ne, poznati ali pa prebrati moraš seveda evropsko svetovno književnost, ker dejstvo je, da kaj novega ne odkriješ, ne, moraš pa na nek način najti tisti lastni izraz ali pa lasten glas. Tako da od začetka pa do danes je seveda dan in noč, ne, tako da če gledam stare objave, sicer tega ne gledam, no, ampak recimo včasih pa je seveda bistvena razlika, ne, ampak bistvena razlika je bolj v teh, rekel, finih komponentah, no, ne kot sami vsebini, ampak bolj gre za neko poetiko, no, ki je bolj izčiščena, no, mogoče za laika, pa oboje, ne, mogoče ne bi prepoznal, rekel, teh različnih distinkcij, no, ampak gre pa za te fine komponente pri poetiki, tukaj pa so razlike. Se pravi, rekel si, da moraš veliko brati. Absolutno. Preden si se začel ukvarjati s pesništvom, si tudi dosti bral, si že od nekdaj dosti bral ali je to prišlo kasneje? Poezije sem recimo veliko bral. Romanov še danes ne čitam, ker romane živim, to vedno rečem. Berem seveda en kup publicistike, zgodovine, filozofije in teh zadev, no, geopolitike, ampak romanov res ne. Je pa nujno, no, poezijo, da na nek način, ja, to slediš, ali bo to svetovni tok, evropski ali pa slovenski. Namreč imamo da tako rečem, v Sloveniji en kup vrhunskih pesnikov, ki se mogoče v svetovnem merilu ne morejo afirmirati ravno zato, ker smo pač Slovenija dokaj majhna država in mogoče malo manj pomembna, pa malo manjši trg je seveda kot recimo nek nemški, nek ima 80 milijonov država prebivalcev, ne. Bistvena stvar je seveda, da slediš tem zadevam in da čim bolj na nek način razvijaš lastno poetiko, ne. Ker prek tega pa seveda najdeš tisti glas, ki pa seveda mogoče tudi v različnih zbirkah se zelo lahko diferencira, ne, ali pa tudi ne poznamo, imamo v Sloveniji pesnike, ki je ena zbirka enaka drugi in tretji, pa to seveda ni nujno negativno, niti ne. Poznamo pa pesnike, ki ima znatne premike znotraj lastne poetike v različnih zbirkah, ne, tako da od česa je to odvisno, ne vem, ampak tudi mislim, da jaz ne vem, kako bo šlo pač naprej, no, kako se bo to razvijalo. Se sproti razvijaš v bistvu, glede na ja, mislim, znotraj poetike na nek način, ja, ne. Tudi zdaj recimo, ko pišem tanke, to gre za to japonsko tradicionalno obliko, ki je razširjeni haiku, da tako rečem. Tudi tukaj pravzaprav gre za neko specifično in poetiko, seveda tudi forma, ki jo se na nek način držiš ali pa ne. Danes v tem, rekel, modernem času se ni potrebno držati forme, tako pri tankah ali pa pri haikujih. Ja, ampak
ta poetika, pa sama vsebina, no, pa včasih raste, včasih negiraš v bistvu tisto, kar si včasih spisal, no, ampak to je nek osebnostni razvoj, duhovni razvoj, pa ne nazadnje tudi literarni razvoj, ki sledi neki kontinuiteti. No, tvoj pesniški prvenec, Oko kroga, Tako. to je tale pesniška zbirka, ki jo bom pokazala tule gledalcem in gledalkam. Nekako v spremni besedi je napisano, da so pesmi predvsem modernistične, postmodernistične. Kako bi se ti sam opredelil, čeprav rekel si me, da se sam težko opredeljuješ? Ja, zdaj Jurij Hudolin, to je urednik te zbirke. On je napisal spremno besedo tudi. Tako. Jurij je marsikaj seveda napisal, ne, med drugim tudi to, ja, da se dotaknem od modernizma do postmodernizma. Zelo težko jaz, mislim, katerega koli pesnika opredeljujem. Pravzaprav zato so ljudje, ki so plačani, so literarni teoretiki, ki seveda je njihov posel, da to naredijo. Ne. Mislim, da mi sami avtori se pa načeloma s tem najbrž res ne ukvarjamo. Razen mogoče tisti, ki je hkrati ustvarjalec, ne bo to zdaj pesnik, romanopisec in tako naprej, in pa literarni teoretik. Ne. Teh je kar nekaj, ne. Te mogoče, no, da znajo te distinkcije jasno ločiti. Jaz pa niti ne, no, pravzaprav se niti ne, da se ne želim, ampak dejansko se mi zdi dokaj nepomembno pravzaprav ravno iz tega vidika, no, ker se ta poetika, ne, je tako različna, ne, pa tako različnih tematskih sklopov se dotaknem, ne, da je težko nekako jasno črto zarisati. Ne. No, po temah, kaj pa recimo po obliki pesmi? Prosti vers. Prosti vers. Pravi, ta ti je najbližji nekako. Ja, tudi pri hajkujih, ne, ko je recimo neka klasična forma 5-7-5, čeprav to je pogruntavščina evropska, no, pravzaprav Japonci imajo enoten vers, se pravi enovrstični, da tako rečem, tudi tam se tega ne držim, no. Tudi večina sodobnih hajkujev se tega, Američani recimo se sploh ne držijo, ne. Oni sicer pravijo, da je težko v angleškem jeziku ustvariti hajku 5-7-5, ampak tukaj gre, mislim, da bolj za pomanjkanje te obrtniške spretnosti, namreč ker tudi Dimiter Anakijev, moj dober prijatelj, urednik tudi, ki je pravzaprav en vodilnih svetovnih hajku pesnikov, je recimo v angleščini brez problema napisal v formi 5-7-5. Ta njegova knjiga je tudi dobila nagrado tega ameriškega združenja za najboljšo knjigo, posvečena je bila pa njegovemu očetu, pokojnemu očetu. Tako da se, ne, ampak lažje je mogoče najti neki izgovor, ne, da se ne. V slovenskem jeziku se seveda da 5-7-5 narediti, ampak si omejen, tako si omejen pri, rekel, kakšnem sonetu ali pa tako naprej, pri tem vezanih oblikah pesmi, si omejen z nečim in tam se jaz ne počutim toliko doma, mi je bolj ta prosti vers mi je mnogo bliže, ne. No, kar se pa tematike tiče, pa je Jurij Hudolin opredelil nekako, da so pesmi ljubezenske, potem meditativne in družbeno kritične. S tem pa se strinjaš, ne? Ja, to je res, ja. Ker je šlo za nabor, ne, teh 10 let, nekih 150 pesmi, sem mogel najti nek leitmotiv, neko približno vodilno misel. To vodilno misel sem našel v 3 sklopih, v teh, v katerih tudi Jurij omenja. Se pravi, ljubezenska lirika, ja, meditativne, ne, potem pa družbeno kritične, ampak en kup teh ostalih pesmi iz tega recimo sklopa, no, če lahko to rečem, sem seveda mogel završiti, ker je nesmisel, da objaviš zbirko s 50 ali pa 100 ali pa 150 pesmimi, približno najdeš tisti jagodni izbor, ne, čeprav danes bi mogoče kakšno vrgel ven, pa mogoče ostavil kakšno drugo noter, ampak tako v celoti je pa nekako tisti maksimalni učinek, no, takšnega, kakor sem želel, ne. Pa so bile te pesmi že prej objavljene, ker objavljaš v slovenskih revijah, kot so Mentor, Nova revija, Dialogi, Apokalipsa, Sodobnost. So bile že vse objavljene v teh revijah? Vse pravzaprav. Ker se redko zgodi, da avtor, ali pa ni rečen mlad avtor, ampak recimo avtor, ki se uveljavlja, ponovadi nimajo tega vsega objavljenega, ampak jaz moj ta čas, ne, je bil dokaj ekstenziven, se pravi teh 10 let in je bilo nekako normalno, da umestiš v zbirko
pesmi, ki so bile seveda že prej objavljene, ne. Tako da mislim, da ni bilo pesmi, ki ne bi bila že predhodno objavljena v teh različnih slovenskih revijah. No, ta pa je šla v založbi Apokalipsa v zbirki Aurora. Tako, ja. Tako. Je pa nekako razdeljena po nekih tematskih sklopih, recimo Človekov jok in potem je nekaj pesmi znotraj. In več takšnih sklopov je potem znotraj te knjige. Si ti to sam nekako te sklope pripravil ali? Ja. Seveda, ja. To je pač pesniško delo, ne? Se pravi, to je moje delo bilo. Tako da moj urednik, niti glavni, niti urednik te zbirke, glavni urednik je namreč Primož Repar, urednik te zbirke, kot sva že omenila, Jurij Hudolin, ni posegal v moj izbor. Jaz sem celo, mislim, da par dni pred oddajo, ki je pravzaprav že deadline bil na mizi, ne, sem se kar nekako ob 2-3 zbudil, pa sem rekel, ne, nekaj stvari bo šlo ven, tako da sem zamenjal nek celoten cikl z drugim, ki je tudi bolj koherenten, tudi bolj kvalitetno, bi rekel, spisan, tako da v zadnji trenutku sem to oddal, no, ampak še pravi čas, no, še pred tiskom seveda. Si dobil inspiracijo v zadnjem trenutku? Ne, so že bile napisane. No ja, to ja, ampak za izbor, ne? Za izbor pa, drugače pa si rekel, da ti ponavadi ne pišeš samo po inspiraciji, ampak da je vedno potrebno, da nekaj dosežeš oziroma napišeš trdo delo, ne? Pravzaprav ta inspiracija, ne, je bolj nekak percepcija nekih romantičnih časov, ne. Včasih je res, ne, tako kot sva že omenila, da kamorkoli pogledaš, vidiš pesem, ne, ampak to so, rekel, zgolj trenutki, ne. Večinoma seveda se moraš temu posvetiti, se usediti, ne, tako gre nekdo v službo, ti vstaneš, urediš, ker imaš dopoldne za urediti, ne, in potem pa greš pisati, ne, tako da včasih nastane veliko, včasih nič. Takrat, kadar ne nastane nič, grem seveda čitati, ne, tako da celo dan imam nekako tako razporejen, da se posvečam literaturi, bolj ali manj, ali je to poezija, ali publicistika, ali mogoče hajkuji, tanke, mogoče kaj prevajam. Tako da na nek način sem ves čas povezan z literaturo. Družbeno-kritična tematika ti je zelo blizu. Ja. Si kritičen do današnje družbe? No, tudi do sebe seveda, ne. Tudi do sebe. Zdaj, kako jo vidim, v bistvu tudi ta publicistična knjiga, ki izide, sem obdelal, se pravi, vlogo politike v nogometu nekako in vice versa seveda, ker tudi nogomet je vplival na politiko, to tam v knjig. No, to je ta publicistika, ki bo išla sedaj verjetno v marcu. Marc, april, ja. Mogoče aprilu, tako čisto točno ne bova definirala. Pred svetovnim prvenstvom, no, tako tempira založba, da bo šla ven pred svetovnim prvenstvom, nogometnim seveda v Braziliji. Ja, družbeno kritična, seveda najprej si kritičen poskušaš biti do sebe, pa do svojih dejanj, recimo temu, ne, sploh preteklosti, ne, pa se poskušaš izboljšati. Dejstvo pa je, ne, da danes ali mladi intelektualci ali pa mladi, da tako rečem, ustvarjalci, ne, pravzaprav težko dobijo možnost, ne, ampak v teh pesmih sem obdelal v bistvu bolj nekako, bi rekel, politične razmere, ne, se pravi teh ljudi, ki jim pravzaprav te, ne, jaz rečem, bumbarje, ne, k nam vladajo, pa jim mi pustimo, ne, da je harajo po družbi, gospodarstvu, ekonomiji in tako naprej. Tako da te stvari sem nekako notrno, bi rekel, obdelal seveda na pesniški, bi rekel, poetični način, ne. Tudi Evropsko skupnost nekako, Evropsko družbo kot celoto opredeljuješ. Nekateri pravijo, da je to politična pesem, ampak predvidevam, da samo zato, ker omenjam Evropo, se tudi naslovja, mislim, da v Evropi umirajo sanje, ne. Mogoče čez 10, absolutno pa čez 20 let bomo videli, kje bo ta pristal jug Evrope, ne. Če beremo kakšne članke, recimo tega dopisnika Dela, ne, Boštjana, recimo, je jasno, ko prav, da hod gledati v Grčijo, kaj se bo zgodilo čez nekaj let v Sloveniji, ne. Tako da prav ta pesem, no, je nastala na podlagi tega, ne, tako da to je mogoče del tistega, ki sem prej omenil, da včasih kamorkoli pogledaš, nastane pesem, to je bil mogoče tisti trenutek, ne. Tako da ja, ampak načeloma pa družbeno kritične mogoče nastanejo iz nekega posebnega ali pa specifičnega vzgiba, ni pa to moj primarni fokus, pravzaprav sploh ni to moj primarni fokus, ne. Je pa del mojega ustvarjanja, to pa. No, če se posvetiva še hajkujem,
Dosti objavljaš v tujih revijah, dosti hajkujev tudi pišeš, sicer si jih začel pisati malo kasneje kot same pesmi. Mogoče samo malo, da opredeliš, kaj sploh je to hajku. Verjetno dosti gledalcev in gledalk mogoče tako po sami teoriji ne ve, kaj točno sploh je ta pesniška oblika. Zdaj, tako jaz mislim, da veliko gledalcev pa gledalk recimo ve ali pa pozna hajku, so nekje slišali in tako naprej. Mogoče jih celo radi berejo, ne? Čeprav v Sloveniji zelo malo revij sploh ne, pravzaprav mogoče Apokalipsa, no? Da sporadično objavlja kakšne tekste, recimo tudi moj prevod tega avstrijskega hajku pesnika. Mislim, da jih večina pozna za to obliko, formo. No? Nekdaj je bilo to mišljeno kot 5-7-5, se pravi zlogov. Ne? Kot sem že prej omenil, gre to bolj za evropsko, oziroma celo mislim, da je prvi prevod bil iz japonščine v nizozemščino, kjer je ta prevajalec pač ta njihovo formo, ki je pravzaprav navpična, ne? Se pravi enovrstični hajku, ga je predelal v 3, ne? V to 5-7-5 obliko. Ne? Danes seveda se to ne piše več, čeprav pa se še vedno tudi piše, ne? Tudi v recimo ameriških, japonskih revijah, kjer jaz objavljam, obstajajo seveda te 3. Mogoče pokažem eno, tule imamo en primer te japonske revije. To je pravzaprav urednik vodilnih svetovnih pesnikov, hajku pesnikov, Banja Natsuishi, on je urednik in je hkrati prevedel tudi te moje pesmi iz angleščine v japonščino. Se pravi, ti si jih napisal v angleščini, poslal in on je prevedel. S tem, da me je on seveda ukaral, ne, ker nisem poslal še slovenske verzije. Ne. Ampak praviš, da je težko včasih prevesti. Ne? Ja, zdaj tako je, lahko bi jih seveda, zdaj če gre za kakšne, se pravi, tukaj se pojavlja zdaj ta vsebinska distinkcija, ne, zdaj če gre za kakšne, da tako rečem, kakšne filozofske ali pa globoke misli, jaz absolutno rajši ali pa celo mnogo bolje izražam, seveda so v slovenščini, ker imam večji besedni zaklad. Ne. Dočim za ostalo, breko, vsebinsko umestitev hajkuja, pa so seveda komot gibljem znotraj angleškega jezika. Ne. Tako kot si omenila, težko je včasih tudi pri prevajanju, no, pravzaprav imam te težave, ne. Tako da Dimiter, no, ko sem te njegove tanke recimo prevajal, mi je dal toliko svobode, ne, da sem iz tiste angleške njegove verzije pravzaprav poskušal včasih posloveniti, ne. Včasih je to zelo težko, ne. Tako da ravno zaradi tega, no, pišem v angleščini, ampak zdaj jih večina, vsaj tukaj, zdaj pač nekaj me je naučil, no, tako da ko bom naslednjič poslal, bom mogel še slovenske. Dočim v Ameriki, recimo, to je ta Frog Pond, to je najbolj znamenita, pa Modern haiku tudi in tale, no, pravzaprav Ginjo. To so najpomembnejše revije za haiku. Ne gre samo za objavo haikujev, ampak tudi za kritiko haikujev, teoretske misli haikujev in tako naprej. Jaz se s tem teorijami sicer ne ukvarjam, objavljam pa seveda tam. Je pa nekaj razlike med japonskim in ameriškim haikujem. Ja. Pravzaprav gre za znatno razliko. Čeprav tudi na japonskem objavljajo haikuje kot recimo v Ameriki, pa gre pri teh vodilnih revijah res za, reko, znatno razliko, predvsem v tem, da recimo Frog Pond ali pa Modern haiku na nek način, da tako rečem, želijo haiku umestiti kot nek žanr, ne? Kar pomeni, tako kot pri komediji, ne? Če se pač na koncu ne smejiš, to najbrž pomeni, da ni bila komedija, ali pa če greš grozljivo, ko se nekaj mora zgoditi, se pravi, najbrž nekdo umre, pa je kaj krvi. Tako je tudi pri haikujih, ne? Američani smatrajo, ne, kot žanr in to pomeni, da mora imeti ta season word. To je ta, reko japonsko se tem reče kigo, tej besedi. Se pravi, gre znotraj haikuja moš ti umestiti te sezonsko besedo, se pravi besedo letnega časa. Ne bo zdaj to avgustovski dež ali pa mogoče jesensko listje, cherry blossom, se pravi cvetoče češnje in tako naprej. To oni želijo, ne. Res pa, da se zgodi, da objavljajo te kreativne haikuje, ne? Ker meni je mogoče mnogo lažje do tega dostopati iz obrtniškega vidika, ker sem pač pesnik in temu so recimo naklonjeni. Tudi ta moj haikuj, recimo, ki je bil nagrajen v Modern haiku, pravzaprav v zadnji številki Modern haikuja. To je tale. Ja, to je ta revija.
je pravzaprav bil kreativni haiku. No, toliko so, rekel, dojemljive ali pa toliko akceptira v bistvu te različne, dočim Banja Nacuiši, se pravi pri tej Ginju reviji je pa absolutno naklonjen temu, rekel, svobodni vsebini. Ne? On tretira haiku kot umetniško stvaritev oziroma umetniško tvarino. In znotraj tega imaš pa ti dopuščeno tudi recimo družbeno kritično, ker so na nek način tale svetovna antologija, ki jo je uredil Dimitar Anakijev, je pa seveda bila nagrajena, ne ta, ampak prevod te knjige v japonščino na Japonskem za najboljšo prevodno knjigo leta. Ne? Tako da to je veliko priznanje bilo, no, za Dimitra. In tukaj tudi jaz sodelujem kot eden od evropskih avtorjev. Je pa noter, mislim, da so avtori iz vseh celin. Trije tvoji haikuji, mislim. Ja, vsak avtor, mislim, da je imel 3 oziroma kakšen manj, no, ampak 3 je bil maksimum, dočim pri tej naslednji, ki sodelujem, je urednik dr. Bruce Ross, ta naj bi sicer išla že lani, to je znan ameriški, rekel, kritik pa teoretik haikuja. Ta naj bi išla že lani, pa se je bojda zapletli pri prevodu v japonščino, pa zdaj izide letos. Dočim Dimiter pa spet pripravlja anarhantologijo, se pravi antologijo, svetovno antologijo anarhističnega haikuja. Sem spada zelo širok spekter, v bistvu vsebinski, ne govorim, se pravi, ne samo to najbrž, ker na prvo žogo se ljudje predstavljam, pa gre tudi za, se pravi, pisanje o osabljenosti, pa duhovni iztrošenosti in tako naprej, plus seveda res o anarhiji. Ta pa naj bi tudi išla letos oziroma začetek naslednjega leta, ne? Tako da je kar nekaj teh svetovnih antologij, kjer bom ali pa sem že sodeloval. Pa je čas, da si vključen v takšno antologijo? Seveda, to je svetovna antologija in gre za jagodni zbor nekega leta ali nekega tematskega sklopa. Seveda je, ne, si na očih svetovnih urednikov, tukaj mislim predvsem je za mene pomembno Japonska pa Amerika. Absolutno je lažje pa boljše, da napišeš, da si del bil, ne vem, 2-3 svetovnih antologij, kot pa da si objavil v neki reviji v Sloveniji, recimo, ker njih pač to ne zanima. Ne? Seveda jih zanima, da si objavil Modern Haiku, Frogpond, pa teh japonskih revijah, to je za njih relevantno kot urednik, ne? Ampak že tam, ko pošleš en kup preko pesnikov, haiku pesnikov, ki želijo pri teh znanih založbah izdati, tako da absolutno so te reference, ki jih imaš, zelo pomembne. Ne? No, je pa tudi dobra promocija za Slovenijo in konec koncev za Zagorje, ker je tudi napisano notri Metod Češek, Slovenija, Zagorje. Ja, točno tako, ja. Tako da je kar dobro, ne, vse skupaj. Se pravi, tudi esejistika je nekaj, česar se pa lotevaš, oziroma se boš v prihodnosti še lotil? Esejistiko imam že nekaj spisanega, ne, ampak vedno pravim, dokler ne objavam, je to še vedno znotraj predala, ne, da tako rečem. Publicistika, esejistika, haikuji, tanke, no, celo se zdaj lotevam, tank imam tudi že en kup napisanih, zdaj so ravno sem v pogovoru, pravzaprav moram samo še poslati, Ani Jevnikar, ko je znana slovenska prevajalka, ki mi je tudi prevedla nekaj pesmi z tega prvenca za makedonski festival, se pravi v angleščino, kar jaz ne bi zmogel, no, moram iskreno povedati, se pravi, niti lastnih pesmi v angleščino, ker gre za predolgo formo in za zelo specifično. Dočim lažje mi je pa pisati seveda v angleščini. No. Prevajam pa iz angleščine v slovenščino, to je mogoče, oziroma to pač delam, obratno pa ne, ker tam je le potreben večji besedni zaklad in tako naprej. Plus, da je treba, zato je tudi ona sodelovala, ker ni pesnica, z to ameriško pesnico, to je njen naravno sodelovanje z dvema enim pesnikom pa pesnico sodeluje. Prevedla je tudi Kosovela v angleščino in je šla, mislim, da 2-3 leta nazaj, če ne več, no, v Ameriki. Tako da sem v dobrih rokah, da tako rečem. No. Tako da pesmi sem pravzaprav že dobil in so jih že poslali tudi na festival. Se pravi, si kar ploden na ustvarjalnem področju, ne? Ja. Jaz upam, da bo še veliko nastalo izpod tvojih rok, ne? Ob koncu te bom prosila še za pomoč pri nagradnem žrebanju, ki ga imamo v vsaki oddaji. V prejšnji oddaji smo spraševali, kako se imenuje Zagorska občinska nagrada za področje kulture. Prvi žrebani bo prejel knjigo založbe Ved Bojana Šturma Zbudi se in stopnici za kino Zagorje, pa bi te prosila, če lahko kar prvega izžrebaš. Je pa seveda Grumova nagrada. Odgovor pravilen. Ja. Klara Celestina, Selo 63A, 1410 Zagorje.
Drugi žrebani bo prejel knjigo Igorja Gošteta Čebele dogodivščine in 2 vstopnici za kino Trbovlje. Tako, še tega potrebujemo. Tudi pravilno odgovor. Urška Krznar, Jevšnikova 19, Kisovec. Takole. Tretji žrebani pa bo prejel 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta. Tako da še enega žrebanca potrebujemo. Odgovor je tudi pravilen, poslala pa ga je Polona Kreže, Znojile 17, Čemšenik. Takole, čestitamo tudi tej nagrajenki. Novo nagradno vprašanje ETV založbe Ved pa se glasi, kdo je avtor knjige esejev Visoko poletje na provincialnih bazenih, ki tako lepo opisuje življenje v Trbovljah pred nekaj desetletji. Prvi žrebani bo prejel knjigo založbe Ved Jožeta Sevljaka Levkup in vstopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani bo prejel knjigo RCR Zasavske pravljice in 2 vstopnici za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa bo prejel darilni bon za pico po izbiri, ki ga poklanja restauracija in pizzerija Naš hram Kisovec. Vse odgovore pa pošljite s polnim imenom in naslovom na ETV Loke pri Zagorju 22412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 17. marca. Tako, Metod, jaz se ti zahvaljujem, da si prišel v naš studio, da si nam predstavil svoje dejavnosti, svoje delo. Želim ti še veliko uspehov še naprej. Hvala tudi tebi za povabilo. Na televiziji ETV tudi ob letošnji 11. obletnici in 21. obletnici naše predhodnice ETV Izlake objavljamo literarni natečaj za naj pesem ETV 2014. Na nagradnem natečaju lahko sodelujete z eno še neobjavljeno pesmijo. Tematika je poljubna. Razpisani sta 2 starostni kategoriji. V prvi skupini boste mladi pesniki, osnovnošolci, v drugi pa pesniki starejši od 15 let. Pesem, opremljeno s polnim imenom, z naslovom in s telefonsko številko, pošljite najpozneje do 5. maja 2014. Strokovna komisija bo poslane pesmi pregledala in ocenila ter v obeh skupinah izbrala po 3 pesnike, ki bodo osrednji gostje junijske prireditve ob jubileju ETV. Po 3 nagrajeni pesniki bodo prejeli praktične nagrade, najpesnika v obeh kategorijah pa čakata še denarni nagradi. Mladi najpesnik prejme 80 €, najpesnik v skupini starejših od 15 let pa 160 €. Večina pesmi bo med trajanjem natečaja javno predstavljena v naših kulturnih oddajah. Pesem, opremljeno z osebnimi podatki, se pravi z imenom, priimkom, domačim naslovom, rojstnimi podatki in telefonsko številko, pošljite izključno v elektronski obliki na naš elektronski naslov etv@elektroprom.si. Generalni pokrovitelj natečaja je Spekter d.o.o. Mesto Litija se že vrsto let lahko pohvali z zelo kvalitetnimi občinskimi proslavami za slovenski kulturni praznik. Tudi tokrat se je organizator Kulturni center Litija potrudil in pripravil prireditev na visokem umetniškem in organizacijskem nivoju, ki jo je posvetil Franu Miličinskemu Ježku ob njegovi 100. obletnici rojstva, čigar besedila in iskrive misli so še kako aktualne tudi v današnjem času. Slavnostni govornik je bil tokrat znameniti slovenski pisatelj in pesnik Ivan Sivec, ki se je v svojem nagovoru poleg Miličinskega dotaknil še našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Za glasbeni program so poskrbeli zbor Svetega Nikolaja iz Litije ter odlična Vita Mavrič, ki je v svoj šansonski program poleg besedil Frana Miličinskega vključila še Janeza Menarta in Vitomila Zupana. Ob zaključku je župan občine Litija Franci Rokavec Sivcu znamenje spoštovanja in hvaležnosti podelil litijski srebrnik. Scenarij prireditve je pripravila in povezovala Helena Hauptmann. V zagorskem kinu so po skorajda letu dni zaključili s prenovo.
Prejšnji teden smo bili še na zadnjem delu prenove. Izvajalci so zamenjali platno, ki je sedaj svetlejše in zaradi posebne odbojne površine predvsem bolj primerno za predvajanje filmov v tridimenzionalni tehniki. Čeprav se marsikomu zdi obdobje prenove dolgo, ni tako. Projekt je zahteval precejšnja sredstva, ki so jih v največji meri prispevala občina Zagorje v višini nekaj več kot 54 000 evrov. Sredstva v višini 18 500 evrov so bila pridobljena preko razpisa pri Filmskem centru, preostanek v višini 7500 evrov pa so lastna sredstva Kulturnega centra Delavski dom. V prenovi je šlo za celovit pristop, najprej zamenjavo sodobnega digitalnega projektorskega sistema Barco, ozvočenja JBL in nazadnje še platna. Kot nam je znano, je število gledalcev že po prvi fazi prenove občutno naraslo, v obdobju od zamenjave projektorskega sistema pa se je podvojilo. 10. februarja so v Kulturnem centru Litija odprli fotografsko razstavo Mareta Lakoviča z naslovom Iskanju naših korenin. Lakovič se že 20 let v okviru antropologije, sociologije in zgodovine ukvarja s problematiko izginjanja tradicionalnih plemenskih skupnosti in njihovih kultur na področju Azije in Afrike, poleg tega pa organizira raziskovalne odprave v najbolj odročne predele sveta, kjer se srečuje s pristnimi plemeni, ki jih zahodna civilizacija še ni popolnoma pokvarila. V pričujoči razstavi je pripravil zbirko fotografij ljudi z področja Etiopije, Sudana, Kenije, Namibije in Bocvane, ki na eni strani prikazujejo njihovo prvinsko nedolžnost, odprtost in iskrenost, na drugi strani pa opazovalca pretrese fotografija otroka s puško Kalašnik, posledica vmešavanja in arogance zahodnega sveta. Za glasbeni program je poskrbel pianist Jani Slimšek, dogodek pa je povezovala Mateja Sladič-Vozelj. V lanskem letu je pri Regionalnem centru za razvoj izšla zbirka pravljic Zasavske pravljice. Pravljice so začele nastajati na gimnaziji in ekonomski srednji šoli v Trbovljah, kasneje so se pridružili tudi osnovnošolci. Na natečaj je prispelo 47 pravljic iz 5 osnovnih in srednjih šol. Le 12 se jih je prebilo skozi sito. Za nekatere pravljice, tudi za pravljici Dine Mujkič in Sabine Hanič, lahko mirno zapišemo, da so socialno obarvane in družbeno kritične. Spet druge se dotikajo davnih vraž, kot pravljica Roka Štrovsa, Čarovnica Nina, ki govori o zbirališču čarovnic na Kleku. Pravljica Pod plazovi, ki jo je spisala Tjaša Sijam Hodžić, se med drugim dotika še nepozabljenega plazenja na Ruardiju. V prav vseh pa so pravljična bitja, pravljična števila in na koncu nauk, ki ga ne gre prezreti. Tematika romana našega sodelavca Jožeta Sevljaka Levkup, ki ga je lani izdala založba Ved, je bila pravzaprav aktualna lani, je danes in je bila tudi včasih, ko smo imeli v rajnki Jugoslaviji plansko proizvodnjo in sistem, ki se je sesul sam vase. In odšel na smetišče zgodovine. Nekaj podobnega, kot se lahko dogodi tudi v naslednjih letih. Če se bo tako, kot pisatelj Jože Sevljak piše v svojem romanu, nadaljevalo. In zgleda, da se bo. Torej stanje, kjer so le delavci krivi za to, da tovarnam ne gre tako, kot so načrtovali nesposobni japiji in neki kvazi lastniki, ki nikoli svoj delež krivde ne vzamejo na svoja pleča. Pa bi lahko, saj so mnoga podjetja pripeljali na rob ali čez prepad. Tako kot v Sevljakovem romanu, kjer je nazorno prikazan pohlep in pogoltnost po dobičku. Socialne razmere zaposlenih pa so nekaj postranskega. So le kolateralna škoda do cilja takih in podobnih povzpetnežev in njihovih hlapcev. Roman, ki da misliti. To pa je tudi vse za nocoj. Hvala za pozornost in nasvidenje. Kdo pravi, da ni Flexa po 50-em? Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav.